primer večnega izrednega stanja. Predvsem bi se rad osredotočil na samo en člen, ki to večno izredno stanje nekako vleče od 1. januarja 2021. Kako je 306.a člen ZUP-a postal in ostaja orodje za razpad pravne države? Vleče se nevidna kriza in sicer, če gremo na datum 12. marec 2012, pravzaprav tukaj 12. december 2020, in kjer začne vladati, bom rekel, država z odlokom o razglasitvi epidemije, najprej marca seveda razglasi epidemijo z odlokom v Uradnem listu 23/20, in začne se zgodba, veste, ki je trajala dlje, kot smo sploh lahko predvideli. Jaz sem nekako si zastavil to predstavitev v 5 poglavjih, v resno ironičnem tonu. In prvo poglavje ima naslov Zamrznjena izrednost. Torej, zamrznjena izrednost, ključni datum 15. maj 2020, ko vlada z odlokom 91/20 podaljša izredne razmere. Čeprav je bilo število okužb maja v upadanju, zakon o preprečevanju nalezljivih bolezni iz leta 2006 oziroma z zadnjo spremembo 2017 takrat, ima eno napako, namreč ne določa roka za prekinitev izrednih razmer. In zakaj je to problem? Izredne razmere so bile uradno prekinjene šele 30. junija 2022 z odlokom 101/22, ampak še vedno, glejte, kljub temu, da so to prekinili, so neki posebni mehanizmi ostali v veljavi. In ravno ti mehanizmi se še danes vlečajo naprej. Naprimer, v zakonu o splošnem upravnem postopku. Dobro veste, da smo lansko leto naredili revizijo tega zakona, ki so ga dali ravno decembra ven, takrat, ko smo ljudje najbolj z družinami oziroma ne dajemo pozornosti, in hvala Bogu, da smo to pregledali in so hoteli to še ojačati na podlagi 306.a člena. In kaj omogoča? Omogoča blazno hitre ukrepe. In kje je krivda? Kje je krivda, da smo danes tukaj, kjer smo? Namreč krivda je v tem, da je zakon o nalezljivih boleznih zastarel. Zastarel v tem smislu, da ne določa natančnih meril za prekinitev izrednih razmer. Veste, nima časovnice, nima določenega časovnega obdobja, v katerem mora država ukrepati. In naša ljuba država in naši pravniki so to praznino s pridom izkoristili. Zakaj? Za vzdrževanje pravnega limba, pa recimo temu za vzdrževanje pravne praznine, ali pa tako, da so izkoristili pravno luknjo za svoje finančne koristi na račun nevednosti državljanov. In danes imamo tukaj podpredsednika društva, Egidij je nocoj z nami, in te, bom rekel, finančne koristi na račun nevednosti državljanov še vedno vlečejo in na različne načine. In Egidij je tukaj dobil nek formular, ki ga je izpolnil, ampak ga je izpolnil na en poseben način, zato ga povabim, da to, kar smo prej pogledali, da Egidij nocoj podeliš tukaj z nami. Pa prosim, izvoli. Ja, tudi pri meni so izredne razmere v zasebnem življenju. Meni so v četrtek je razpisan v Kranju na okrožnem tožilstvu glavna obravnava v okrožnem sodišču. Ja. V Kranju glavna obravnava, priganja me šef kriminalistov Kranja, Pisovec Luka, v tesnem sorodstvu z Jelkom Kacinom. Gre za kaznivo dejanje obrikovanja. In je tukaj obrazec za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči, ki jo je upravičen vsak, ki je na socialni, ko sem jaz, zaradi države, ki me je spravila v tak položaj. In na tem obrazcu je treba izpolniti nekaj podatkov o zadevi. Podatki o materialnem stanju prosilca so pa sledeči: premoženjsko stanje, ali imate kakšne prihranke, tle smo napisali, da ne, razen da imam opomba pol gajbe jabolk pa eno vrečo krompirja. A veste,
Ali ste lastnik, kakšnih solastnik nepremičnine, drugega premoženja, ne, stanovanja, ne, osebnega vozila, ne, vrednostnih papirjev, ne, poslovnih prostorov, ne, kmetijskega zemljišča, ne, stavbnega zemljišča, ne, drugo, kaj, ja, čista duša in dobro ime. Zom pombo napisal. Pol pa še na koncu pomba, zaupam v pravno državo in 10. člen Ustave. Evo, to bo šlo v ponedeljek na okrožno sodišče v Kranju, bom vlogo dal za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Hvala lepa. Egidi, srčna hvala za to poročilo. Torej, moje vprašanje glede na ta vprašalnik in ta vprašalnik seveda obsega še marsikaj drugega. Mogoče, če rečem bolj v karikaturi, tudi kakšne barve čevljev in spodnjih hlač nosiš, a ne? Tako daleč gre. Zdaj, s kakšno pravico in s kakšno pravno podlago za brezplačno pravno pomoč najde sodišče izgovor, da te podatke iz posameznikov izvleče, ki so strogo zaupni osebni podatki, in kaj s temi podatki dela, prepuščam vaši domišljiji, ker dogajajo se čudne stvari. Torej, to pravno praznino, o kateri smo govorili nocoj, pač država izkorišča za svoje finančne koristi na račun nevednosti državljanov, ki napišejo seveda vse svoje račune, vse svoje prihranke, ker jih je strah in tako naprej, in potem seveda se grejo te, bom rekel, razne igre. Torej, to je v prvem poglavju tega člena. V drugem poglavju gre za zlorabo 306.a člena, in sicer zakaj je bil pravzaprav narejen. Narejen je bil za digitalno past. Vsi se spomnite, da so takrat prihajali, so se že pogovarjali o novih osebnih izkaznicah, da smo imeli tisto QR kodo, brez katere nisi mogel nikamor, če se digitalno nisi dokazal, da si cepljen, da si testiran, da si ne vem kaj, da je šlo za sledenje kontaktov, vse so hoteli vedeti, kdo s kom, kdaj, kje in kako, zaradi virusa, izgovor. Tako da, gledajte, datum 1. januar 2021 začne veljati ta 306.a člen, ki je bil sprejet v Uradnem listu, številka 177/20, 23.12.2020. Torej, prvotni namen tega člena je digitalizacija uprave. Kljub temu pa se ta odlok o omejitvah gibanja iz januarja 2021 sklicuje predvsem na ta ZUP in na utemeljitev policijskih kazni, ki so pa bile enormne, seveda so jih potem razveljavili, država je na ta račun nekaj teh kazni tudi seveda vrnila, kdor je uspel uspešno kaj dokazati. Ustavno sodišče pa je v svoji sodbi UI 189/20 18.2.2021 razveljavila del ukrepov, ker niso imeli zakonske podlage. No, in to je ta zgodba. In seveda vlada je tisti odlok ukinila, ampak kaj? Naredila je nov odlok in je nadaljevala s podobnimi praksami. In tako so komentirali, zaradi ene odločbe nekega ustavnega sodišča, torej to so besede visokega policijskega uradnika, zaradi neke ustavne odločbe pač ne bo vsa država spreminjala protipravnih ukrepov. Veste, to je notranja izjava policijskih tajkunov, ki se še naprej protipravno zavzemajo za vse te dobičkonosne kršitve, s katerimi finančno slabijo nas državljane, in posledično protipravno vse do danes krepijo policijski nadzor nad nami državljani. In tukaj, ker je ZUP, Zakon o splošnem upravnem postopku, se obračajo na člen 306.a, ki je postal, bom rekel, švicarski nož Golobove državne oblasti. Zakaj? Zato, ker ta člen določa avtomatizirano odločanje brez človeškega nadzora. Vse se dela avtomatizirano, zavrnitev vlog zaradi tehničnih napak je takšna, da jo noben človek ne pregleda. In potem dobiš drug avtomatiziran odgovor, ki gre že kar na FURS, in šele potem se FURS mora ukvarjati, da gre za upravno odločbo, ki nima pravne podlage, zato ker upravna odločba ni sodna odločba.
Za ustavo od 23. do 27. člena pa vsi poznamo svoje pravice, dolžnosti države in če se kdo pritoži, je to ustavna pravica. Glejte, prisilna digitalizacija, ki se je začela, smo potem prišli do neke izjave za socialne transferje, če se spomnite, kjer analogne oblike sploh niso več bile veljavne. Ti sploh nisi mogel več poslovati s papirjem. In pri tem je treba navesti eno ključno stvar, da pri tej zadevi so kršene sledeče določbe. Vsaj 14. člen ustave, kjer si ti, če nisi imel digitalnega potrdila oziroma e-maila ali pa nisi bil pismen ali pa tega nisi znal, si bil izključen. Člen 153 ustave je bil kršen, ker to ni bilo v skladu z ustavnimi načeli, in tako so se lotevali ljudi, ki jim niso po volji. Tako smo prišli do 3. poglavja in temu rečemo zaprti krog ali pa institucionalizirana nesvoboda. Dokaz, da je temu tako, je takrat izšel pravilnik o elektronski identifikaciji. Zahteva uporabo digitalnih potrdil za dostop do javnih služb, ni analogne alternative, ni druge možnosti kot ena sama prisila, sicer si kot državljan izključen iz družbe. In tako se z transformacijo in z Ministrstvom za digitalno transformacijo zadeva nadaljuje, krepijo svojo institucionalno moč, medtem ko nas državljana puščajo same. Zadnjo reklamo, ki sem jo videl na Facebook strani od Ministrstva za digitalno preobrazbo, je pisalo, ja, dajte si narediti tako, da bo vaš računalnik varen, da bodo e-maili varni, da boste varno poslovali. In seveda mene je to zmotil, sem napisal jim tamle v odgovor, zdaj pa glede na to, da ste Ministrstvo za digitalno preobrazbo in nam državljanom narekujete, naj si sami to naredimo, kako si pa naj to naredimo, če v bistvu ste vi za tisto postavljeni? Kar bi mogli v bistvu skrbeti za nas, zato ministrstvo je. A veste, kaj so odgovorili? Odgovor je bil, da ministrstvo pač skrbi samo za medinstitucionalno varnost, za lastno varnost skrbijo. Nam so pa pač samo svetovali, kako naj se mi sami zavarujemo. A veste, in tukaj smo v tem razkoraku, ki zelo boli. Drugi dokaz, ki je odlok o spremembah zakona o splošnem upravnem postopku in sicer uradni list 203/22. Ta pa razširi, gledajte, ta odlok je pa še razširil avtomatizacijo sistemov na področju davka, rubeža in pa kar samodejnih avtomatičnih izvršb na podlagi upravnih odločb, kjer v sodnih odločbah sploh ni govora, kar vodi v napake in to brez možnosti pritožbe, zato ker ko se ti pritožiš, ti denar že vzamejo in tega denarja praktično nikoli ne vidiš, ker država, kot je enkrat zarubijo, ne vrne nikoli nič. Če glih je vse narobe, to vemo vsi. In kdo so žrtve? Dajmo narediti en primer. Primer 1. Upokojenec, recimo brez interneta, ni mogel vložiti vložbe za dodatek, ker je bila e-pošta edina opcija. Po katerem členu? Po členu 306a ZUP. Pa vzamemo primer 2. Recimo, da je družina prejela kazen za kršitev epidemioloških ukrepov. En član iz družine in to je prišlo vse, veste kako, na podlagi kar avtomatiziranega sistema, ki je napačno zaznal gibanje posameznika. In tako se je to dogajalo in se še vedno dogaja. Gremo na 4. poglavje. Vse skupaj je ena velika sodna farsa. Torej, na podlagi vsega, kar sem zasledil v teh 5 letih, ugotavljam, da je ustavno sodišče tisti statist, ki samo podpira glavnega igralca, pravi zakonodajalca. Ključna sodba UI 42/21, to je bilo 5.7.2021, je sodišče, če se spominjate, razveljavilo odlok o PCT pogoju, ker ni imel zakonske podlage. Vlada
je ukrep z novo utemeljitvijo prek zakona o splošnem upravnem postopku ZUP potem to spet utemeljila. In kje je ironija? Ironija vsega je, da se sklicuje na člen 306a ZUP za utemeljitev ukrepov, čeprav ZUP, gledajte, ne ureja zdravstva. Zdravstvo je svoje področje. In pri tem ugotavljamo krivdo sistema. Torej, ZNB ni bil posodobljen, da bi zajel pandemično časovno linijo, od kdaj do kdaj se morajo stvari ponovno pregledati. Notri nima časovne linije in potem to vlečejo v neskončnost. Vsi veste, da smo bili 7 mesecev zaprti in potem se je to še vleklo in tako naprej. In predlog novele zakona o nalezljivih boleznih iz leta 2021, če se spomnite, kaj smo vse pisali takrat, a veste, kaj se je zgodilo s tem zakonom? Nič. Ostal in obtičal je v parlamentu in nihče o tem ne govori več. Torej, gre za sago brezpravja, ki se veselo nadaljuje seveda ob podpori Ustavnega sodišča. Spominjam se predsednika Ustavnega sodišča, ki je napisal, sicer ne javno, jaz sem to lokalno zasledil, orodja Ustavnega sodišča za uveljavitev agende 2030. Mislim, da kaj drugega ne rabim več v tej sagi razlagati, na katero stran je Ustavno sodišče usmerjeno. Gremo k poglavju 5. Nam, državljanom, vse to, kar sem zdaj povedal, povzroča kronificirano negotovost. To je kronična negotovost. Z vsakim dopisom, z vsako stvarjo, ki jo dobimo, ne vemo, kako se bo končalo, zato ker je brezpravje. Torej, kdo je kriv za to? Gremo nekaj dokazov pogledati. Prvič, zato je kriva Vlada Republike Slovenije. Zakaj? Ker ohranja mehanizme izrednih ukrepov, čeprav je epidemije uradno že zdavnaj konec. Kdo je drugi krivec? Drugi krivec je Državni zbor. Leta 2023 ni uspel sprejeti zakona o kriznem upravljanju, ki bi nadomestil zakon o nalezljivih boleznih. In tretji krivec je Uradni list Republike Slovenije, ker številni odloki digitalizaciji, ker so objavljeni brez javne razprave. Namreč, Uradni list mora po zakonu pregledati, preden objavi kakršenkoli odlok, zakon, karkoli objavi, mora preveriti, ali je bilo vse v skladu. Ne. Tudi ti ljudje sodelujejo in brez javne razprave, brez javnega konsenza objavljajo številne odloke in druge zakone, ki nimajo nobene povezave z našo informiranostjo kot javnost. In zakaj je to ena velika kriminalka? To je ena velika kriminalka zato, ker organizirani zločin brez zločinca v tem glavno vlogo uničevalca slovenskega življenja in premoženja izvaja sistem sam, avtomatiziran, tako da ohranja stanje takšno, kot je bilo v času epidemije, kjer smo državljani nezavedne žrtve pravne nedoločenosti. Če si naredil tako, so rekli tako, če si naredil tako, so pa rekli tako. Glejte, pravna podlaga je pa osnovni motiv, ki se iz tedna v teden krepi, in to je popolni digitalni nadzor prek tehnologije in izključevanja neželenih.